Breščanski, po zmagi na kmetiji slavnih, rokersi, tej poprostimo, po zmagi na kmetiji slavnih, zdaj komentator v slavnem Big Brotherju. Eno fajn izjavico si imel prej, vsi bojo rabili psihiatra, ki pridejo ven. Bomo rabili. Tudi ti? Tudi gledalci. Zakaj pa? Ja, ne, po mojem, no, vsaj tako, ker poznam te ljudi, pa kakor smo slišali o njih, pa tako, pa kakor smo jih videli tudi, ne, tako. So kar zanimivi liki, no. Od koga pričakuješ največ, od teh, kar so zaenkrat not? Kaj največ? Največ televizijske akcije, recimo. Činč je zelo pozitiven, ne, pa tudi zelo tak energičen pa vse. Zlatko je tudi fajn. Te dva bosta pa tako zanimiva, no. Na drug način po moje. Zanimivo. Drugač pa zaenkrat, kakor jaz mislim, največ možnosti za igrati to tiha voda varianto ima Ines. Ja? Jo poznaš tudi od prej že? Ne, ampak tako se mi zdi taka prijetna, umirjena. Ampak bomo videli, tukaj se preseneti. Kako si zadovoljen z izbiro ostalih dveh komentatorjev? Super. Boš si tudi jaz. Pas, da naj jo ne povozijo. Juhu. Evo, sreda akcije. Reality rešujejo kariero ovelih zvest. Se strinjaš? Ne. Ne? Ne. Zakaj ne? Ti, če si dober v nečem, kar delaš, potem boš pač imel publiko, boš imel ljudi, ki bojo stali za tabo, fane in tako naprej. Če greš na reality show, to ni dosti. Ponovadi se na reality show se še malo zameraš, v teh situacijah, ki ti jih oni postavijo, se pokažejo kakšne lastnosti tvoje, ki nisi v resnici tak, ne? Ampak pač v drugih okoliščinah pa tako reagiraš, tako da je bolj škodljivo, kakor koristno, ampak če si dober v nečem, te ne more en reality show, ti ne more škoditi. Je pa izjemno zanimiva izkušnja. Po zmagi na kmetiji smo vsi nekaj čakali, kdaj bo kaj svežega od sausagejev? Kdaj bo kaj svežega od sausagejev? Ko bo konec Big Brotherja. Ja? Ja, zdaj zaključujemo snemanje, smo si vzeli toliko časa, ker hočemo, da je material res dober. Veš, reality rešuje kariero. Denar dobiš, na televiziji si lahko poveš novinarjem, da delaš novo plato. Zdaj, če imaš slabo plato, ti jo meni ne bo kupil. Plata bo dobra? Ja, meni je všeč. Ja? Kakšen komad se bo dal že prej slišati? En komad smo že slišali, no, ta ritual, ki je bil že še let nazaj, drugače pa se bo slišal tudi kakšen komad še prej, pred plato. Kaj se je tep načeloma najbolj spremenil po kmetiji? Po kmetiji? Ja. Kaj pa vem? Ne vem, res ne vem. Ne? Te ni nič zagrabil zdaj? Otroci so še zmeri isti. Ja? Ne, prijatelji so še zmeri isti. Nič kaj več vole za delo z muziko, mogoče? Ne, to sem imel skozi. Tukaj se zelo, mislim, mogoče ta komunikacija z mediji je mogoče lažja zaradi tega, to je kvečen to, drugače pa bistveno osebnem življenju se mi pa ni. Šepeta se, da je ena od rezerv, ki naj bi tudi še vstopila kasneje v hišo, Čorčip. Kakšna pričakovanja? Zakaj? Ne vem, Čorčip, Maki, enih par je takih fajn modelov. Ja, jaz do danes nisem vedel točno, kdo gre noter, tako da za te rezerve tudi ne vem, ampak ne vem, kaj bi to bilo z mano v zvezi. Tudi z Makijem ne bo nobenih težav komunicirati. Glede, to imata neko skupno točko. No, Maki ima punco Maja, s katero so bili gor, bile so te neke razne govorice, da so bili z Maja gor imela nekaj, ne? In zaradi tega je zdaj Maki malo hladil odnos z mano, se ne pogovarja, ampak to ni Zdrav rokerski odnos. Zdrav rokerski odnos. Ok, najlepša hvala za enkrat, pa fajn, se vidimo, ne? Čau.